CV intervju. Dober dan, dobro jutro, dober večer, kadarkoli nas pač gledate. V tokratnem CV intervjuju bomo gostili pisatelja z Dunaja, slovenskega pisatelja Leva Deteljo. Greva od začetka. To je CV intervju, katerega koncept je prepuščen sogovorniku. Jaz pa samo sprašujem oziroma spominjam, kdaj, kje, kako, s kom. Torej, česa se gospod Detelja spomni najprej iz življenja? Rojen v Središču, ne? V Središču. Točno. Rojen sem tu leta 1939 v Mariboru, v Vrtni ulici, ki je več ni, ker so tam neki Prežihovi stanovanjski bloki. Kot so mi rekli, ker ko sem prišel po 30 letih emigracije nazaj, leta 1990 v Slovenijo, da teh hiš, v katerih sem bil rojen, ni več. Torej, iz Maribora se je leta 1941 svojo mlado družino, to sem bil jaz, moja mama in oče, preselil v Ljubljano, da ga ne bi nemška oblast aretirala in odpeljala kako koncentracijsko taborišče, ker je bil levičar in socialist. Ja, kar ni bilo posebno zaželeno pri nemški oblasti. Torej, potem prvi spomini, ki jih imam, so okrog leta 1942. Torej, to lahko izračunate, sem bil star nekaj več kot 3 leta in se spomnim na italijansko parado vojaško v Ljubljani z bučno godbo in z kapelnikom, ki virtuozno meče v zrak tiste dirigentske paličice. To se mi je zdelo imenitno. In potem smo se peljali v zelenem tramvaju nekam proti pokopališču Zale in sem na ves glas izjavil, ti pa ne bodo zmagali. Čeprav je vse povsod po Ljubljani na hišnih stenah pisalo vinceremo in tako naprej, zmagali bomo in tako dalje. To je en tak prvi spomin iz mojega otroštva. Drugi je, kar me je tudi zelo ugajalo, ko sem videl tiste fašiste v črnih uniformah s čepicami s čopi. Ja, to se mi je zdelo, to so taki kot tisti palčki, ki sem jih videl v pravljični knjigi in tako naprej. In tretje, zelo zanimivo tako doživetje malega levčka, kot so mi rekli, je pa v letu 1943 kapitulacija Italije. Torej zdaj, 8. septembra je to bilo 1943 in v hipu se pojavijo po vseh ljubljanskih cestah nemški vojaki, mladi fantje pravzaprav, ki sedijo na pločnikih in iz tistih menažk aluminijastih jejo neko čorbo, rečimo. In moj oče se sprehaja z mano po Ljubljani in govori v nekem čudnem jeziku, v nemščini, s temi mladimi fanti, od kod so in kako se pogovarja. To sem se tudi zelo dobro zapomnil. In potem, malo zatem, 1944, nekje o pozni pomladi, vdrejo v naše stanovanje v Pleteršnikovi ulici v Ljubljani. To je tam, kako bi rekel, smeri proti Ježici za železniško postajo, za današnjim velikim nebotičnikom Dela, torej uredništva Dela. Tam smo stanovali, vdrejo v poznih urah, mogoče ob 9. zvečer ali še pozneje, domobranci, to se pravi politična slovenska policija, in aretirajo mojega očeta. In mati zbegano bega po sobi in po kuhinji in išče žlico in vilice in neko menažko za očeta in tako naprej, najnujnejše stvari, in potem ga odpeljejo. To so ti prvi dogodki iz najzgodnejšega otroštva v Ljubljani. Seveda jih je še veliko sprehodov. Kaj pa je bil razlog, da so očeta odpeljali? Ja, nekdo ga je moral ovaditi, češ da se je negativno izrazil o Hitlerjevi
nacionalno-socialistični politiki in da nekako podpira, kot se je zdelo, osvobodilno fronto. Ja, ampak to so bili seveda, kot pravijo, slovenski izdajalci, ki ne? Ja, in slovenska policija ga je odpeljala v zapore ob Ljubljanici. To so bili, mislim, da kaznilniški zapor, ne vem, če je bila to v monarhiji poboljševalnica, ob Ljubljanici. No, in mislim, da v Avstro-Ogrski monarhiji seveda. No, in tam je bil nekaj časa zaprt. Jaz in moja mama in moja babica, očetova mati, smo ga tam obiskali. Spet ena podoba iz leta 1944. Oče stoji tam na hodniku pri vodovodu in se brije. In tako naprej z nami veselo pogovarja. Ampak seveda, potem se pa dogodi tista temna stran življenja, ko ga nekaj zatem, par tednov zatem odpelje v Dachau, kjer k sreči preživi. In se leta 1945 spet vrne v Slovenijo. Oče je bil po poklicu biolog, botanik, specialist za splošno botaniko, znal je dobro nemško, se je tudi še v monarhiji na ljubljanski realki opravil maturo in tako naprej v zadnjem letu monarhije v nemščini. In tam v Dachovu je bil delavec na polju, kjer so pridelovali repo. Ampak je preživel. Potem ni bil vključen v dachovske procese? Ampak po očetovem odhodu, oziroma po očetovem odhodu v Dachau in zaporu v Dachovu, sva se midva z mamo preselila v našo družinsko hišo v Središču ob Dravi, ker pa je bilo vse drugače. To je bilo sredi poletja, mogoče poznega poletja 1944 in prva podoba, ki jo vidim v Središču, je, kako hodim čisto osamljen, brez kogarkoli drugega, po eni taki lepi potki, ki se vije skozi polja od središke železniške postaje, še narejene v monarhiji Avstrijskega cesarstva, ki pa je bila leta 1945 uničena v bombnih napadih. Enostavno so potem v novi Jugoslaviji zgradili to po socialističnem konceptu narejeno železniško postajo, ki je veliko v tej obliki po Sloveniji. Torej prideva potem po tej cesti do Središke hiše, Slovenska cesta 20 do danes, no in tam na pragu, ko pozvoniva, stopi skozi vrata in ta majhen, stari mož z belo brado, to moj praded Anton Kosi, ki je bil ravnatelj slovenske osnovne šole v Središču ob Dravi, pa tudi mladinski pisatelj in skladatelj, ima ploščo v Središču. No in tam smo potem živela z mamo in pa v veliki družinski hiši, s tetami, strici in tako naprej, z mojo omico, babico in detkom, ki je bil državni tožilec pred drugo svetovno vojno tu v Mariboru. Smo živeli v tej hiši, ker se je življenje tako nekako patriarhalno in ruralno oblikovalo in odvijalo, popolnoma drugače kot v današnjem času. Med kokošmi, gosmi in tako naprej. No in tu sem doživel konec druge svetovne vojne, in sicer prav spopad dveh velikih armad se je zvršil na prostoru med Središčem ob Dravi in Humom pri Ormožu. Vmes je ena vas, ki se imenuje Grabe, in Obrež, in do Obreža je segala sovjetsko-bolgarska fronta. Na Humu je bila baterija Nemcev in tisto več tednov streljali proti Središču in Rusi in Bolgari niso mogli priti naprej do konca druge svetovne vojne pri Središču ob Dravi. In to je bilo najbolj strašno, ker smo bili v raznih kleteh
in tako dalje, in se skrivali. Na koncu smo morali bežati iz središča ob Dravi, cesta je bila minirana, Nemci so to je ta glavna cesta, po kateri zdaj drvijo kamioni proti Čakovcu in tako dalje iz Ormoža, cesta je bila minirana, ampak še makadamska. Nemci so postavili k minam tablice, ja, ko so bili še tam, in dobro se spomnim, kako z mamo stopava mimo teh tablic in mi mama pravi, ne stopi gori k tej tablici, ki to je mina, bo eksplodirala. In tu se mi zdi, res se je imel angela varuha in moja mama tudi, da sta lahko srečno prišla iz središča po tej čudni, strašni, nevarni cesti takrat do Obreža, kjer sva bila v kleti, ki je last družine Rakuša. Ja, klet je še taka in hiša tudi, kot je bila takrat pred, kdaj je to, že več pred 70 leti. Ja. Torej, to so ti ključni prvi spomini. To je tudi eden takih ključnih, ker je zelo dramatičen spomin. Na konec vojne. Ja. Imam še en tak spomin iz tistega časa. Ja, mogoče 2-3 dni preden beživa z materjo iz središča, mimo teh tablic, minirane ceste do Obreža. Namreč spomin, ko se igram na dvorišču, v središču naše hiše, Nemci se umikajo, vse povsod je odmetano orožje, granate in tako dalje. Jaz celo moji teti Tončki prinesem granato v roki, pa jim, kaj ti nosiš, Levček, tu, ja, to je nekaj strašnega. Nenadoma stojim samo v vodnjaku, v središču na dvoru, kot smo rekli takrat, in nenadoma se pojavijo 3 mladi ljudje, v sivih takih usnjenih plaščih, gotovo kakšna tajna policija ali kaj, in me tako ostro, grozno gledajo, nekaj govorijo, teta Tončka hitro priteče, pa mi reče, pojdi hitro v hišo. Tako se mi je zdelo, nekaj se mi bo dogodilo, mogoče nevarnega. Torej, takrat si res zelo hitro lahko izgubil življenje in na tistih minskih, miniranih cestah in poljih je izgubilo tudi pozneje, še po koncu vojne, mnogo ljudi življenje. Ali pa so bili težko poškodovani. Vojna se je potem končala, ne? Ja, vojna se je končala in potem pa se je razvilo novo življenje, torej ljudske revolucije, da tako rečem. Ja. Osnovno šolo si potem v središču obiskoval? Prvi razred osnovne šole sem obiskoval v središču, ja. Ampak tudi to je bilo zelo dramatično, ker moj oče, torej neke vrste boljševik v tistem času, in moja mati sta se nekako, nista več mentalno razumela, da tako rečem, že med vojno sta se kar predsejkrat prepirala, to mi je še tako medlo v spominu, ja, in to je za otroka zelo težko, če starša nista harmonična, da tako rečem, otroci ljubijo, to čisto tradicionalno, neko tako urejeno življenje. No, in to nikako ni šlo, ko je oče prišel z Dachauer, se je potem odločil za neko komunistko, profesorico kemije v Ljubljani, Martino Cviter, to je bila sestra znanega zgodovinarja Franca Cvitera, univerzitetnega profesorja, ki je bil tudi tako levosmeren partizan in tako dalje, in imel neko določeno vlogo v takdanji znanosti, pa tudi politiki, recimo pri mirovnih pogajanjih po koncu druge svetovne vojne, potem v tistih zadevah urejevanja meje z Italijo, Trst je naš ali ni naš in tako dalje. No, in ker sta se ločila, je sodišče določilo, da bi jaz bil prve 4 leta pri materi na Štajerskem. Oče pa se nekako s tem ni sprijaznil in me enostavno ugrabil. Ja, no, in odpeljal v Ljubljano? Odpeljal v Ljubljano iz središča pod nekim izgovorom in potem so me imeli tako rekoč ujetega, da tako rečem, v hiši moje babice, očetove matere, v Zbašnikovi ulici v Ljubljani. No, zdaj se še spominjam, da me je tam obiskovala
moja omica, torej druga babica, materina mati, iz Središča ob Dravi mi dajala skozi tisto ograjo, vrtno sladkorčke in tako naprej, ampak pozneje sem videl, so opazovali, kje sem, da me bodo nekako spet nazaj odpeljali na Štajersko. No, potem nekega lepega dne sem šel kot vedno z babico, očetovo materjo, torej s kanglico po mleko v mlekarno, tam nekje pri Ljubljanici. Kar naenkrat privozi mimo avto, črn avto, torej tisti še, ki so imeli take robovnike, ko si vstopil skozi vrata, torej, kot jih vidimo tudi v raznih kriminalnih, starih, ameriških, črno-belih filmih, pa tudi to je bil film, pravzaprav, kaj se je dogajalo. Iz avta skočita nenadoma tam pred mlekarno, ja, moja mati, potem bratranec moje matere, Dušan Moškon, pozneje arhitekt v Ljubljani in znani parapsiholog, moj stric Martin Kojc. Ja, in Kojc drži v roki razglas oziroma dokument sodišča, in ga prebere, češ, da Lev Detela ta in ta je določen, da bo 4 prva leta osnovne šole živel pri materi na Štajerskem, v Mariboru ali v Središču ob Dravi. No, babici pade mleko na tla, se razlije, mene pa strpajo noter v avto, ko to preberejo in me peljejo v Gameljne pri Ljubljani, ne za železniško postajo, da ne bi nekje oče me lahko izsledil, in tam v Gameljnah se skrivamo pri neki kmečki družini, s katero so že prej Štajerci navezali stike, ker so takrat, ko je bila Ljubljana okupirana, so preko nemško-italijanske meje prinašali moji materi, meni in očetu razne dobrote, štajerske maslo in take stvari. Kakšnega piceka, kot so rekli, jajca, na jajca se dobro spomnim in tako naprej. No, tu sem se skrival potem z materjo in Dušanom 3 dni in potem smo šli v neko stransko postajo, tu na tej progi železniški od Ljubljane do Maribora, in smo se potem stranske postaje, da nekje pred Litijo, peljali v Središče ob Dravi, kjer sem potem hodil v prvi razred osnovne šole in tako naprej, dokler mi ni oče spet ograbil. Res? Ja, in to je seveda mene traumatiziralo v nekem smislu in vplivalo na mojo literaturo. To so ti moja doživetja majhnega otroka, torej šolskega otroka pred 10 letom starosti. No, potem, ko sem bil težko bolan, imel sem polipe in zelo razširjene mandeljne in z mojim dedkom, torej doktorjem Matkom Zorjanom, državnim tožilcem, ki so ga potem nasilno upokojili leta 1945, češ da je človek stare reakcionarne Jugoslavije, bil pa je liberalec v resnici. Ja, niti ne posebno katoliško usmeren, bolj tako en tak svetovljanski pravnik, da tako rečem, dobrodušen človek. No, in tam je peljal v bolnišnico v Mariboru, kjer so me operirali. Po koncu te moje operacije, bil sem še precej šibek, se pojavi spet moj oče in mi reče, kaj ko bi midva lahko šla malo na počitnice, poglej, zdaj si bil težko bolan po bolnici, tu v Mariboru operirali so te, pa si lepo prestal, vse to, greva zdaj na počitnice na otok Krk. Ja, in se res sva šla tam na počitnice, hotel me je naučiti plavati, pa se nisem še takrat naučil, pisalo se je leto 1947, to so bili čisto drugačni pogoji kot danes, v tistih malo zanemarjenih, pravzaprav italijanskih prenočiščih, hotelih, to je bilo prej pod Italijo, ker ne še par let prej sva se tam sprehajala med tovariši predvsem, zaslužnimi tovariši, ki so tam letovali, kot smo takrat rekli. No, imeli smo pa tudi, to se še dobro spomnim, kakšne 3 tedne sva bila tam,
Ampak v enem taki skupni sobi to danes ne bi več šlo, to ni bil poseben komfort. Skupni sobi še z nekim drugim, čisto tujim ljubljanskim profesorjem, v kateri smo pač stanovali. Ja. No, prirejali so pa razne dneve bratstva in edinosti. Recimo dobro se spomnim, da so priredili Prešernov dan za vse Jugoslovane. Tam, ja. In neki igralec je patetično Prešernovo Zdravljico pa še nekaj takih stvari recitiral. To me je še dobro spominjal. Ja. In potem pa prazen prostor, krasna plaža, ribiči z velikansko mrežo, ja, ki kolektivno, skupno lovijo ribe na tisti stari način in tako naprej. No, ko so se te počitnice končale, pa je rekel oče, ja, kaj boš zdaj tja hodil v Središče spet nazaj, tu v Ljubljani imamo tako krasne pa dobre šole, veš, tam se ne boš dosti kaj naučil na Štajerskem, posebno pa v Središču, ne med kmeti. Ja, najboljše, da si tu, ja, pa boš videl, da bo vse v redu. Ja, to so bili zame potem tako taki še hujši problemi, nekako osamljen sem se čutil, navadil sem se nekako, ampak v poletnih šolskih počitnicah, po zimi sem hodil v Središče, v Maribor, kamor se je mama potem poročila. Drugič, ja, nekako kot zadoščenje, če je njen prvi mož zapustil, se je poročila Šinkom, Bojanom Šinkom starejšim, ja, ki je bil urednik, odgovorni urednik Mariborskega večera nekaj časa. Za tisti čas zelo odgovorna vloga. Zelo dobro se spominjam, kako je govoril o našem Ledineku. To, ne vem, če se kdo spominja tu v Mariboru na tega komunističnega funkcionarja, ki je precej ostro na lokalnem terenu razsojal o tem, kaj se naj dogaja. Maribor je bil seveda neko delavsko mesto, ki ne bi bil vzor, ja, neke nove, napredne, socialistične, jugoslovansko-slovenske ureditve. Ja, strogo komunistično mesto, ki še danes kaže na to svoj postvojni izvor z tablicami različnih ulic in tako naprej, imenovanih po herojih in funkcionarjih tistega obdobja. No in potem sem pač samo počitnica hodil k materi, pa k starim staršem v Središče. In dobro se spomnim, kako sem zmeraj ob odhodu, ko se je začenjala šola v Ljubljani, bridko jokal, ko sem se vračal na Kranjsko. No, to so ti spomini iz prvega obdobja. Gimnazija pa spet v Ljubljani. Gimnazija v Ljubljani in 4 semestri univerze. No, tam v Ljubljani sem hodil na klasično gimnazijo, ker čeprav je bil oče ja, tako nekako socialistično usmerjen, je rekel, da moram imeti klasično vzgojo. No, to mi je zelo koristilo, tako da sem nekaj še imam v sebi tistega, kar se imenuje humanizem, potem pa nek uvid v stare tradicije, mitologije, v potem dogodke in zgodovino grških državniških mest in rimskega imperija, Cezarjevih vojn, ja, z Kelti in Germani in tako naprej. Ja. Čeprav latinščina in stara grščina, to moram reči, sem kar precej pozabil, latinščino, kakšen stavek še bi vedel. Ja. Grško malo manj, ne. To hydr, potnja iz tin, voda je zdravilna, to še vem, recimo, po staro grško. Kakšni zanimivi sošolci iz klasične gimnazije? Ja, so bili, recimo, moram pa reči, zanimivi sošolci so bili že v osnovni šoli, potem, ko me je oče spravil v Ljubljano, iz tega, kot je rekel, zaplotnega Središča ob Dravi. Kateri? Ja, recimo, v prvem razredu je bila istega letnika kot jaz, hčerka Kidriča. Ja, recimo, nekega funkcionarja. Ja, potem, recimo, z mano je bil pa tudi dober prijatelj v mladih letih, Sergej Majhen, ja, sin Vladka Majhna, ja, vodja, torej enega visokega funkcionarja Udbe, v Ljubljani, ja, recimo. Potem pa še več takih, ne, ljudi, Hribar in tako, ljudi, ki jih danes ne poznamo več, ampak ki so bili vsi nekako, ja, iz teh tako imenovanih boljših krogov.
Ampak z očetom se je potem leta 48-49 vse hudo spremenilo, pa tudi za mene ni bilo najbolj enostavno, pa za očetovo novo ženo Martino Cvitr, ne? Ja, ker je leta 1948, ko je bil tisti spor s Stalinom. Informbiro? Ja, bil pri Informbiroju, bil na nekem sestanku, je moral vsakdo povedati svoje mnenje, ali se strinja z napredno politiko maršala Tita ali ne, pa je moj oče izrekel te usodne besede, da ni čisto na jasnem, ali ima Tito ali Stalin prav. Ojoj. Ja. In to je bil sakrileg. In isto je rekla tudi moja teta, starejša sestra mojega očeta Malka Detela, tudi komunistka, s katero sem hodil na baklade v Ljubljani, dokler sem bil pri očetu. Takrat predno so me spet poslali v središče, kjer smo sklikali, dajte nam puške, dajte nam topove, da pobijemo fašiste lopove. In tako naprej. No, in tudi očetovo ženo Martino Detelo so izključili iz komunistične stranke. Težave sem pa imel tudi jaz. Bil sem v 3. razredu osnovne šole na Vrtači v Ljubljani. To je tam, poleg naše osnovne šole je imel notranji minister svojo vilo. No, in zmeraj sem videl, kako se pelje z avtom, ja, tam ven, tako naprej. No, kdo je bil notranji minister? No, torej, glavni policaj takrat? Ja, čakaj, ravno zdaj mi to ime spadlo, ampak je zelo znana oseba. Ja. Se bova spomnila kasneje. Ja, sej. No, tam lepega dne me kličejo iz razreda k direktorju osnovne šole. In mi reče, to pa se nismo mislili o tebi, da si tak. Na Trgu revolucije, to je zdaj kongresni trg, ne? Si napisal na zid nesramne besede, Tito ima zlato rito. Pa to niste napisali vi, ne? Ne, sploh ne. Nisem napisal, ne? No, ampak sem začel jokati, vse to ni res, vse to nisem jaz naredil. Zdaj, pa si, so te videli, veš? Ja. Potem sem šel v razred, povedal, ko sem prišel domov, sem jokajoč rekel očetu, poglej, kaj se je zgodilo, to me tožijo po krivem, da sem nekaj naredil, pa oče sploh ne je reagiral, se nekako bal, ne, da bi kaj bilo, da se ne bo drezal to sršenje gnezdo. So me še enkrat klicali k direktorju. To je bilo v 3. razredu osnovne šole? V 3. razredu osnovne šole, ja. V 3. razredu osnovne šole, pa so mi spet rekli, veš, smo se zmotili v tebi in tako dalje. In potem sem šel na kongresni trg, torej Trg revolucije, in tam je res pisalo z belo kredo, Tito ima zlato rito. Ja, to se pravi, tako so mučili cel družinski sistem. Če nekaj ni bilo za njih, ja, pravilno, so hoteli vse nekako podrediti neki strah o vladi. Če dobro pomislimo, sploh ni bil negativen, ni bil proti Titu. Je pravzaprav poveličeval Tita. Tito ima zlato rito. Ja, no sej. Ni bil negativen grafit. Seveda ni, ampak prosim, ni po bontonu. Ja, ni po bontonu. In potem v gimnaziji, če smo že pri sošolcih. Ja, sošolci so bili tudi recimo, en sošolec je bil Jože Trontelj, zdaj že pokojni, ki je bil predsednik akademije nekaj časa zdaj znanosti in umetnosti v Ljubljani. Ja, potem recimo, ja tako, zdravniki in V gimnaziji pa vam je šlo dobro. Ja, nisem bil najboljši učenec. Recimo, res dobro mi je šlo v nekaterih jezikih, slovenščina, srbohrvaščina, nemščina in tako dalje, nekaj tudi latinščina, grščina malo teže, matematiko mi ni posebno bila všeč, ampak zvozil sem, ja, in tako dalje. Ne. In v gimnaziji ste pričeli pisati. Jaz mi mogoče najprej kratke zgodbe. Nekaj malega pisal sem že sam zase nekako, ker sem bil v bistvu osamljen otrok, ja, ker oče se je ločil zelo zgodaj, nisem bil brata ali sestre, ja, takrat iz tistega prvega zakona, potem so se sicer pojavili polbratje, tako pri materi kot pri očetu,
ampak to je nekaj časa trajalo, potem sem se s temi pol brati seveda ukvarjal, ampak bil sem nekaj let starejši, ne, in tako sem jih vozil z vozičkom, recimo v Ljubljani, na Rožnik in tako dalje, medtem kot te tu, ja, pa k Dravi in tako dalje, gori v mestni park in tako k piramidi ali kaj takega, ja. No, ampak ni bilo pa, da rečem, ni bilo tistega, da bi bil nekako res povezan z enim sobratom, ki je približno istih let kot jaz, ja, ali pa sestra. Tako da sem bil sam in sem bral knjige, pravljice in tako dalje in tako razvijal domišljijo. Torej vse mogoče, ja, mi je prišlo na misel, že pred tem, ko sem se naučil pisati, mi je moj dedek, pravzaprav pa babica, Omica, ne, v središču pisala tisto, kar sem ji narekoval. Take bizarne zgodbe. Recimo, pojavil se je v gozdu ali pa v središki šumi možicelj z lepo rdečo kapo in je rekel, zdaj bom pa vse pobil, ker še ni konec vojne. In tako naprej. Ja, se v tej knjigi Časomer življenja je nekaj teh zgodb, ki sem jih našel ohranjene v središču na podstrešju, zabeleženih in natiskanih. Tako danes bi rekli, to je surrealna literatura. Ja, ampak je literatura tako nekega otroka, ki je doživel te dramatične kataklizme 20. stoletja, ko se je končala tista še tako rekoč aristokratska monarhija leta 1918, ki pa ni bila tako še recimo ob mojem rojstvu izbrisana iz pozabe, ja, v glavah zlasti mojih starih staršev. Recimo, dobro se spomnim, kako sem hodil po središki hiši in v pradedkovi in dedkovi knjižni omari našel celo vrsto knjig, Celovške Mohorjeve družbe, ki je bila splošna takrat družba knjižna za celotno slovensko ozemlje, v katerem so bile lepe, take staromodne ljudske zgodbe, je tudi zgodovinske zgodbe o turških padih, Slovenijo in tako dalje, ampak recimo pa tudi Gregorčičeve zbrane pesmi, imenitne Aškarčeve balade, na katere se današnja oficialna slavistika zelo redko spomni, ampak so mojstrske pravzaprav, če gledamo, nekako ne sodijo v nekako povprečno literaturo. No, take stvari sem bral, pa seveda tudi celo slavilne verze o Francu Jožefu in to komunistični, na eni strani slavilni verzi maršalu Titu, tam v tistih starih zaprašenih knjigah, pa slavilni verzi o Francu Jožefu ali pa v našem novem, mladem vladarju Karlu I. in njegovi ženi Citi, ja, v kateri mi Slovenci zvesto in brezpogojno zaupamo. Ja. In se spomnite svoje prve objave? Ja, seveda se spomnim. Moja prva objava je, ki jo je pa povzročila moja gimnazijska profesorica slovenščine, Lapornik se je pisala in je bila pravzaprav pred drugo svetovno vojno, torej nuna, ja, ki pa je potem to svojo redovniško obleko odložila in je smela poučevati slovenščino. Je bila zelo stroga, ampak zelo kvalitetna profesorica slovenščina. No, ta je videla, da imam neke sposobnosti in sem napisal eno tak spis, šolski spis, Vozim se k materi. Vidim recimo z te moje perspektive starega človeka, da tako rečem, kako me je to travmatično zaznamovalo, to ločevanje očeta in matere. In kako sem hrepenel v tistih dolgih mesecih, mnogi so bili zimski in sivi, ljubljanski, potem, da bi videl spet en presrčen smehljaj moje matere ali pa in mojih starih staršev, ki so bili zelo ljubeznivi, pa sploh to štajersko razpoloženje me je mnogo bolj nekako oblikovalo kot tista stroga janzenistična Ljubljana, da tako rečem. In to je nekaj v tej mentalitetni slovenskega človeka, je nek razpon
med neko strogostjo in neko malo bolj širokogrudnostjo tega vzhodnega področja. No, in tu sem napisal en tak spis, ja, o moji materi, kako se vozim k njej in kako bom vesel, ko jo bom zagledal. Malo sem posnemal seveda tudi Ivana Cankarja, zdaj imamo 100-letnico, ja, skodelico kave pa tega in tako dalje. Ampak spis je bil za 13-letnega dečka še kar v redu. In to je šlo, takrat so ravno ustanovili Ljubljanski dnevnik in tam je bila ena taka posebna priloga tedenska, mislim, da se je imenovala Mlada gruda, tako nekako, in tam so objavili ta spis. To je bilo prvo. Kar v dnevniku, prva objava. No in pozneje, ja, po maturi sem pa začel malo bolj, sem se začel že resneje ukvarjati s tem, da bi nekaj tudi oblikoval literarno. Pa za vzor sem bil že v družini, ja, razni ljudje. Martin Kojc je pisal tiste svoje parapsihološke knjige, ki jih nihče takrat ni razumel. Zdaj je bil v Ormožu ravno simpozij o Kojcu, zdaj ga po 40 letih po smrti počasi odkrivajo. Vidijo, da je imel celo Naj poveva, da to snemava septembra 2018, da je ta seminar bil zdaj. Ja, zdaj je bil, ja, točno. Septembra 2018. Ja, v Ormoškem gradu in tako naprej. Ja, dobro obiskan, pravzaprav. Išla je tudi knjiga o Martinu Kojcu, ja, tako da je nemalo dokumentirano tisto, kar je delal, ja, prvič v svojimi knjigami, učbenik življenja. Ta knjiga je šla tudi v nemščini, Das Lehrbuch des Lebens, pa tudi v holandščini, v raznih jezikih, ki je bil esperantist, tudi esperantu. Potem esperanta je bila knjiga prevedena v japonščino, je bila prevedena v španščino, je šla nekje v Južni Ameriki in tako dalje. Ja. Ja, torej v tem. Ja. No in torej, ne vem, kje sta bila, mislim, da tam kaj... Sočasno ste se seveda vpisali temu primerno, interesu pisanja, ste se vpisali na slovenščino, na Filozofski fakulteti v Ljubljani, ali kje? Ja, pa tudi tu sem imel probleme z mojim očetom. A tako? Ja, zato ker vpisal se nisem najprej na slovenščino, ampak sem hotel svetovno književnost in germanistiko. A tako? Oče je rekel, kaj boš s svetovno književnostjo, s tem si pa res ne boš služil kruha. In tako dalje, no pa sem rekel, zdaj pa pojdi nazaj v pisarno univerzitetno, pa se prepiši. No, potem pa sem šel, ja, tako da sem bil večkrat, ja, pod temi vplivi, pa po drugi strani seveda ne obžalujem, da sem slovansko filologijo študiral, torej slovenščino, srbo-hrvaščino v Ljubljani, potem tudi na Dunajski univerzi, še, mislim, da 6 semestrov, tako, ker je bila pa seveda slavistika mnogo bolj splošna, tako, v glavnem je bila tam rusistika in potem pa tisto, kar so naši stari univerzitetni profesor, recimo Miklošič, Fran Miklošič iz Ljutomera, ki je dunajsko slavistiko v drugi polovici po letu 1848, torej po teh revolucionarnih vrenjih in liberalizaciji, delni liberalizaciji Avstro-Ogrske, nekako ustanovil na Dunaju, torej slavistično katedro, da tako rečem. Torej tam je bilo bolj splošno, seveda slovanske starožitnosti, vse še po principu Franca Miklošiča in njegovega naslednika Hrvata Jagodiča, seveda, ja, Jagiča, ja, in tako naprej. In tam je bila torej vse splošno, primerjalni slovanski jeziki, zgodovina teh duhovnosti slovanskih narodov in tako naprej. Ampak opišiva najprej, kako je prišlo do tega preskoka iz Ljubljane na Dunaj. Ja. Tu v Ljubljani ste študirali leto, dva semestra? Ja, študiral sem pri legendarnem profesorju Antonu Slodnjaku, tudi štajerskem človeku, ja, ki pa je napisal leta 1968 ali pa 1969 vznemirljivo za komuniste, kar je smešno sicer z današnje perspektive, vznemirljivo knjigo Die Geschichte der slovenischen Literatur, torej zgodovina slovenske literature, ki je šla v nemščini pri zelo znani, svetovno znani založbi De Gruyter v Berlinu, ki ima tudi filijale v New Yorku in tako naprej, Parizu, etc., Londonu. No in tam je zapisal to, kar ne bi smel zapisati, eno poglavje je,
Druga svetovna vojna v slovenski literaturi, Kajuh, na eni strani Balantič, ki je bila tabuizirano ime in tam ga opisuje kot nadarenega pisatelja in tako naprej, pesnika, ki je imel perspektivo, ki je umrl v drugi svetovni vojni kot domobranec, ki njegova literatura ima mogoče še neko bolj globinsko kvaliteto kot tista malo bolj preprosta Kajuhova. Ja, in to je bil sakrileg, seveda. Potem seveda so še razne druge stvari, ki jih je Slodnjak v tej knjigi obelodanil. Tako. Gremo na vaš študij in potem na preskok na Dunaj. Kako je prišlo do tega preskoka? Preselitve pravzaprav? Ja, po tej knjigi, to hočem ravno povedati, je prišlo do napadov na Antona Slodnjaka, ki je moral zapustiti univerzo. To je bilo leta 60? To je bilo leta 1969. 1969. Nasledila ga je Marija Borštnikova, in tako se je opravičevala, je kar nekako vljudnostno nekako se je izrazila, da pač obžaluje, da je moral Slodnjak zapustiti Ljubljansko univerzo, ampak da bo ona skušala to, kar je on koncipiral, zaključiti do konca. Istočasno so se pa zgodile moje črtice v Mladih poteh, ki sem jih pisal kot študent. To je bilo leta 1959, mogoče? 1959, prosim. 1959, ja. Ja, a sem napisal... 1960 ste prej rekli. Ja, 1959, prosim. Perspektive, ja. 1959. Nekaj mi ni šlo skupaj, ja. Ja. 1959, točno. Jaz se opravičujem. Ja. No, torej, to se je dogodilo leta 1959, Slodnjaka so odžagali, istočasno je imel težave seveda tudi Edvard Kocbek, ki mi je bil tako nekako tistih najmlajših prvih pisateljskih letih za vzor, zlasti tiste njegove novele Strah in pogum, so me vznemirale in sem napisal nekaj takih črtic oziroma kratkih pros, ki sem jih poslal na uredništvo Mladih pot. Mladine, revija Mladine. Mlada pota se je imenovala revija v Ljubljani. To je bila revija za mlade pisatelje. Ki je kasneje postala priloga revije Mladine. Takrat je bila pa samostojna revija v 50-ih letih še, pa na začetku 60-ih let. No in tam sem recimo napisal take Ivekov Bogec je bila moja prva črtica, ki tam je šla in že ta je bila provokacija. Ampak Potrče jo je natisnil. Dogaja se tu, v središču ob Dravi oziroma v Šalovcih, kamor sva hodila z mojim dedkom, tem državnim tožilcem, na njegovo domačijo. In tam sem spoznal njegovega nečaka, ki je bil vojni invalid, in to je resnična zgodba, Ivekov Bogec, malo prirejena sicer, vojni invalid, ki je bil zadet na ruski fronti kot nemški vojak, in paraliziran, čeprav je bil pravzaprav tak vzoren kmečki fant, močan človek, ki bi prevzel posestvo in zdaj tam životaril, je rekel, glava je v Boga, noga je v Boga, ne morem, in je tako nekako trpel. To sem opisal in sem opisal to nemško, te poklicane v nemški Wehrmacht. Mobilizirance, kar je bila tema in to je bila provokacija takrat. Pa provokacija je bila celo tudi Ivekov Bogec, iz lesa, ker ne more nič drugega delati, reže te bogece in jih potem prodaja, da ima nekaj denarja. Po Prlekiji, po Prekmurju, rekel, Prekmur mi jih pravzaprav več kupijo kot tu, na Štajerskem. In to. No, to je Potrč natisnil. Potem še eno črtico Pot med ljudi, tam se pa pojavi že neka pojava nekega magistra črnih znanosti, to bi pa naj bil, sicer je samo ena fiktivna pojava, malo izmišljena, to bi pa naj bil tudi malo pojav Martina Kojca, ki sem ga doživel kot otrok, takrat že ob koncu druge svetovne vojne, kot enega čarodeja, ki se tam v svojih prostorih nekako suka popolnoma sam in piše čudne knjige o tem, da greš lahko z glavo skozi zid in tako dalje, ker je vse duh.
Kojc in se ti ne bo nič zgodilo. Danes predstavnik alternativne medicine z primesmi psihoanalize. Vse v nekem smislu, seveda. Ja. Tudi zato ga verjetno uporabljajo danes. Ja. No, to so bila ta pozna 50. leta. In objave v perspektivah. Ja. In potem sem pa poslal še eno črtico Potrču. Ja, Potrč, kateri Potrč? Govoriva o Potrču ves čas. Ja, o Potrču, ki je bil takrat mentor. Ivan Potrč, slovenski pisatelj, ki je bil mentor mladih potih. Ja, in on je te stvari urejal. No, sem mu poslal prozo, je on urejal. Mejak je urejal esejistiko pa razne take stvari. No, sem mu poslal še eno novo črtico. Ja, in tam pa opisujem o tem sem že pripovedoval tu, to je ravno to fronto med sovjetsko armado iz Bolgarije in nemškim Wehrmachtom na Humu pri Ormožu. In pletem to zgodbo teh obračunavanj in mrtvih in tako dalje, ki ležijo po kleteh v Slovenskih goricah, in kar je tudi resnično, pletem ljubezensko zgodbo med nekim Slovencem, ki se ni mogel odločiti ne za levo, ne za desno, ja, in enim mladim takim Slovencem in hčerko nekega Nemca, v katerega se ta Slovenec zaljubi. Ena taka nesrečna zgodba, ampak napisana leta 1959. Zelo vizionarska zgodba. Ja. In Potrč namršeno mi napiše pismo, pridite k meni na uredništvo, ker je z vašim humanizmom nekaj narobe. Ja. No, in potem to pa ne kaže na dobro. No, ampak bil so seveda tudi sam malo kriv, pa provokativen, ja, pa že alternativen malo. No, in potem sem pa rekel nekako, oče je bil tako nekako, čeprav danes razumem tudi njega mnogo bolje, kot sem ga takrat, ampak mlad človek je v nekem smislu radikalen. Nekako nisem mogel to prenašati, da mi zmeraj dirigira, kaj moram v življenju narediti, da bo pravilno. In kako se ne obnaša. Torej to je bila neka taka odskočna deska, potem pa vse to, nobena perspektiva več za svobodno razmišljanje na univerzi v Ljubljani in v znanosti in pedagogiki v Sloveniji, in po drugi strani težave s pisateljevanjem, Kocve, ki je bil tabuiziran, ni smel 10 let tako rekoč nič objaviti v slovenskem tisku. In nekaj malega je tako pod roko pisal katoliške revije, take zlasti tiste Ciril-metodijske družbe, drugače pa ni imel kakih posebnih možnosti. No, do začetka 1963-64, mislim, ko sem potem njegove pesniške zbirke začele spet izhajati. No, to je bilo nekako ena taka ključna, spet ena ključni dogodek, ki sem ga na začetku že malo nakazal, da sem 8. avgusta 1960 se potem odločil, da grem preko meje v Šentilju nekam neznano z enim kovčkom, ja, in s par mogoče 100 šilingi v žepu za kolo, eno rabno kolo, ki sem ga v Ljubljani še prodal, preden sem šel, ja, da grem na neznano. Ne da bi prej zaključili študij. Ne da bi prej zaključil študij. No, ampak in potem sem imel take, in moja spremljevalka je bila tista študentka, v katero sem se zaljubil že v gimnazijskih letih, Milena Merlak, ja, pesnica, ki je bila znana, potem je naredila več pesničnih zbirk, že pokojna, žal, ja, zdaj že 10 let, no, več kot 10 let. To me je bolj opogumilo, da sem imel še podpornico. In v Gradcu sem imel starega strica in staro teto. Torej, neka veza je bila. Kjer sem bil na obisku že parkrat, z jugoslovanskim potnim listom, tako da sem malo poznal to okolje v Avstriji. Ampak seveda v Gradcu mi teta pa stric nista bila naklonjena, torej sem moral iti naprej v neznano na Dunaj, ker sem se prijavil na policiji, ja, češ, da ne maram se več vrniti v Slovenijo,
oziroma v Jugoslavijo. Isto je tudi izjavila moja bodoča žena, ja, Milena Merlak, da nekako ne spadava v tisti svet, da hočeva živeti svobodneje in da so preganjene, ne moreva tiskati najnih stvari in tako dalje. Ste dobili politični azil? Ja. No in moja žena, bodoča žena je tudi rekla, da je iz te domobranske družine, v kateri so pobili dva njena brata, domobranca, tu v Rogu, oziroma Teharjih in tako dalje, da je njen oče naredil kot kulak, kot so rekli, ki so mu vzeli posestvo samomor, ker je skočil v prepad pri Žibršah, ja, pri Logatcu in tako naprej. No in pa tu sva dobila potem azil, ampak najprej sem bil 1 mesec v zaporu, kot sumljiva oseba, kot študent, ker v glavnem so prihajali takrat čez mejo tudi zelo po nevarnih poteh, tu čez Muro recimo, pri Radgoni, razni taki preprostejši ljudje, ja, Slovenije, z Hrvaške, Srbije in tako dalje, Bosne, ja, so preplavili, nekateri so bili celo ustreljeni in tako, ni bilo tako enostavno. In jaz sem bil tako imenovani intelektualec tam, sumljiva oseba. 1 mesec so me vozili sem in tja na zasliševanja, na štatspolicaj, kot se je reklo, državna policija. No in potem pa so mi dali azil, ampak sem prišel to, zdaj že klasično avstrijsko taborišče Traiskirchen. No in tu seveda tu sva se poročila, ker tudi to me je spominjalo malo na Kozbekovo Črno orhidejo iz njegove legendarne knjige, novel Strah in pogum, samo tam se ta zgodba, ja, torej nekega partizana z proti revolucionarko tragično konča. Ja, tista bela nevesta, tako se mi zdi sicer malo romantizirana zgodba Kozbekova, ne najboljša, ampak zanimiva, simbolična. No, tam so se poročila, ja, na čisto en tak preprost način, moram reči, ja, in je bil lep pozno jesenski, oktobrski dan, ampak je bilo sončno in 20 stopinj in tako naprej, ja. No in potem, po tej poroki, ker sem bil brez sredstev, v Traiskirchenu so mi ukradli tistih zadnjih 20 šilingov, ki sem jih še imel. No in preživljal sem se s tem, da sem ubiral, ker je bil oktober, grozdje po vinogradih. Tako da sem dobil malo žepnine. Ja, in tudi moja žena, zdaj jo lahko tako imenujem, je tam nekje našla kakšno zaposlitev, tako da so se nekako preživela. No, ampak novembra se mi je usmilil avstrijski Karitas in mi je omogočil službo v enem takem vzgojnem zavodu za mladino, in sicer v mestecu Rec, to je približno 60 km od Dunaja proti češki meji, tik ob češki meji. Lepo mesto z baročnimi, ja, cerkvami in tako dominikanskim samostanom, ja, iz katerega izvira celo današnji dunajski kardinal, ja, ki je dominikanec, pravzaprav po izvoru Schönborn, da tako rečem. No in tam sem bil vzgojitelj, ampak seveda razmere so bile neizprosne. Ja, jaz sem skušal narediti najboljše pri teh ubogih dečkih, ki so bili tudi majhni otroci in tako naprej, iz različnih socialno zavoženih, tako rečem, šibkih družin, otroci pijancev, kaj jaz vem, kriminalcev in tako dalje, ali pa sploh zavrženi, pa tudi nekaj beguncev. Takrat je bila madžarska revolucija, vstaja, in je prišlo zelo veliko Madžarov, pa tudi otrok v Avstrijo. No, in tu sem pač bil vzgojitelj, to se pravi, da sem moral njihov dnevni red, ja, nadzorovati in pomagati tudi pri šolskih nalogah. In ker sem kolikor toliko obvladal nemščino, 8 let nemščine mi je dalo neko osnovo, so bili kar z mano zadovoljni, je bilo pa zelo naporno, ker ne, v Recu sem bil približno do pomladi 1961 in potem pa sem se odločil, moj oče seveda ves čas, ja, me je spodbujal, vstani vsaj v Avstriji, ne idi iz srednje Evrope, ker sem imel razne fantastične
ideje, ki mogoče niti niso bile tako fantastične, da bi šel v Avstralijo ali pa v Južno Ameriko, recimo, in tako naprej. Ja, ne, ampak zato se potem nisem odločil, mogoče hvala Bogu, ker sem potem tu postal pisatelj in tako naprej v 2 jezikih. No, in sem šel z Reca, ko je bilo to pač to moje poklicno delo tam zaključeno, ker sem ga samovoljno zaključil, sem rekel, da grem zdaj študirati na Dunaj in sem se na Dunaju jeseni vpisal na univerzo leta 1961, da nadaljujem študij slavistike, ki sem jo začel v Ljubljani. No, to bi naj bil seveda moj 5. semester, ampak vsega niso priznali, moram reči, da je bil mogoče 3. semester ali kaj. Nekatere izpite so mi priznali, ki sem že takrat prej v Ljubljani naredil. Na Dunaju je bil takrat pogoj je bil tudi, da vsak prosim? Na Dunaju, na univerzi so imeli smer študij slavistike takrat, 61. Seveda se je to slavistika, dunajska slavistika je bila že v monarhiji znana, poleg graške. Ravno kot sem že prej rekel, Franc Miklošič jo je po revoluciji 1848 ustanovil in zelo vzorno oblikoval, seveda v smislu tistega njegovega posega k starim slovanskim dokumentom, starokrščanski slovanščini, nekje je Kopitar, ki pa ni bil univerzitetni profesor, ampak pred Miklošičem torej dvorni knjižničar v dvorni knjižnici na sedanji državni knjižnici, veliki knjižnici, v kateri so zbrani dokumenti vse monarhije, tudi veliko slovenskega. No, tam je Miklošič pravzaprav že oblikoval to univerzo, ki je bila vzorna v tistih prvem polovici stoletja do konca monarhije za vso Evropo. Poleg univerze v Petersburgu, ki je ena najboljših pravzaprav v Evropi za slovanske jezike. To je pravzaprav delo našega velikega Slovenca tu iz Prlekije, ki ga mnogi sploh ne poznajo tukaj, ne? Pa tudi že preddelo Kopitarja v dvorni knjižnici. No, in potem je to nadaljeval Jagič, za Jagičem pa nekateri drugi, tako naprej. Danes je bolj lokalno, in tudi funkcionira bolj na tej birokratsko podlagi Evropske unije, ampak slavistika je še vedno prisotna tudi na današnji univerzi na Dunaju. Tudi nekateri slovenisti, recimo gimnazijski profesorji v Celovcu, na celovški slovenski gimnaziji, so pravzaprav študirali tu na Dunaju. Tako da je še zmeraj to funkcionalno, da tako rečem. No, torej sem prišel na to univerzo, ker je bilo pa vse zelo drugačno kot v Ljubljani. Tu sistem in tako dalje. Seveda, v Ljubljani so bili že profesori tistega časa, danes ni več tako neke vrste patriarhi, na Dunaju pa tem bolj, danes tega tudi na Dunaju ni več, ampak takrat si pravzaprav, če nisi bil nekako zaželen pa priznan pri kakem določenem profesorju, pravzaprav nisem imel kaj veliko šans, da bi lahko uspeval naprej. No in tam sem potem študiral, torej celo slovenščino se je dalo kot pri nekem lektorju študirati, srbo-hrvaščino seveda, ki je poučeval nek dober filolog, Vitezič, sicer katoliški duhovnik, ki je prišel takrat, ko je pobegnil z ustaši iz Hrvaške, nezavisne države Hrvatske, prišel na Dunaj in veliko takih kapacitet, pravzaprav iz starega časa je bilo tam. Tam sem tudi veliko se naučil o češki duhovnosti in tako naprej, o slovaški in tako dalje, in o husidskih gibanjih in tako, kar pravzaprav mi prej ni bilo tako znano. Torej dobil sem tak pogled, en širši slovanski prostor. Predvsem pa je bilo za veliko govora o starocrkveno-slovanskih rokopisih, o svetih bratih Cirilu in Metodu, potem o tistih kneževinah nekdanjih, na Moravskem, tu v Panoniju, v Kocljevi kneževini in tako dalje.
Torej tu sem potem študiral naprej, prišel nekako do absolutorija, ja, ampak moj profesor Ham, ki je prišel z Zagrebške univerze na Dunaj, je videl, da pišem, takrat sem začel na veliko pisati, ja, in pošiljati stvari v Sloveniji jih nisem mogel več pošiljati, sem jih pa pošiljal v tržaške revije, ki jih je nekaj bilo, potem na Celovško Mohorovo družbo, Celovške revije in tako dalje, pa nekaj tudi vzdomstvo. Tam je bila slovenska kulturna akcija v Buenos Airesu, ki je razvila kar lepo kvalitetno literaturo. Ruda Jurčec je bil takrat v ospredju, Zorko Simčič, ki živi zdaj v visoki starosti v Sloveniji, v Ljubljani, ja, in drugi taki pomembnejši ljudje, ja, ki so kar nekako eno visoko kvalitetno literaturo vzdomstvo oblikovali. No, tja sem pošiljal, izhajala je revija Medobje, ki še zdaj tako, sicer v skromnih, dolgih razmakih še vedno izhaja, ki so ustanovili ti nekdanji ljudje, no in tam sem začel sodelovati. In profesor Ham je to videl, to moja stvar, vedel je, da tudi študiram, ja, poleg slovanskih jezikov umetnostno zgodovino na Dunaju, ker bo treba pisati drugi jezik, drugi predmet tudi. No in profesor Ham je rekel, ja, veste, vi ste nadarjeni za literaturo, imam pa tu eno možnost, da vam priskrbim štipendijo kar za 5 let, tam je neki židovski podjetnik v New Yorku, ja, ki podpira pisatelje, ja, različnih narodnosti, predpogoj je samo, da niso komunisti. Ja, in tako, ja. No, in potem je tam... George Soros. Ja, no, nekaj takega. Ja. No, ampak odločiti mora akademski zbor Dunajske univerze, kdo lahko kandidira. No, on me je predlagal in drugi profesori so zgleda tudi bili naklonjeni temu, še več takih kandidatov je bilo, nekaj jih je vsako leto dobilo, ne vem, če še danes ta štipendija eksistira, ja. No, in sem dobil lepo štipendijo za 5 let in v vrednosti mesečne plače, 2/3 mesečne plače Dunajskega univerzitetnega profesorja. Ja, no, dobre novice. Ja, dobre novice tistega časa, ja. Za nekaj časa. Tako. No, takrat so se ravno rodili moji 3 sinovi, če ne bi imel te mesečnega dohodka, te štipendije za 5 let, bi težko takrat zvozil. No, in to mi je omogočilo, da sem dobil pogum in da sem začel pisati tudi v nemškem jeziku. In tako. Ja. Zanimivo pa je, da ste prvo svoje prozaistično delo objavili v Trstu, Blodnjak, leta 1964. Točno, leta 1964, ja. Na podlagi raznih novel, ki sem jih delno že objavil v tržaškem tisku, v reviji Mladika. Ja, tu so mi zdaj na to simpoziji o Martinu Kojcu iz knjižnice na Ptuju prinesli poseben seznam in sicer so rekli, da imajo več zabojev arhiva Leva Detele. Ja, ne vem, kdo je to arhiv dostavil, mogoče kak moj prijatelj. Arhiv česa? Ja, in tu vidim arhiv Leva Detele z tiski, takrat prepovedanimi tiski v Jugoslaviji, ker je objavljal razne literarne, pa tudi esejistične stvari. Moram reči, to niso bile nobene take politične stvari, recimo zlomimo sistem v Jugoslaviji, kaj v politiko se nisem mešaval v tem meri. Je jasno, da sem bil za demokratsko razmere. Ampak super, če je to zbrano, to je iz knjižnice Ptuj. To je iz knjižnice Ptuj in je ogromno teh stvari, nisem vsega še presodil. In tule je omenjena recimo revija Vera in dom, ker je iz Celovca, to je Mohorova družba tiskala takrat, oziroma Družina in dom se je pozneje imenovala. Tu sem objavil nekaj to je odličen arhiv, pravzaprav. Ja, nekaj tekstov. Potem Mladiki, Trstu, ki izhaja še danes, ki je urejal profesor Jože Peterlin, ki je bil tako zelo naklonjen tudi mladim podvigom. No in potem sem tisti Blodnjak nekako samoiniciativno pri založbi, ki sem jo sam ustanovil, tako rekoč, ampak s prijatelji, v Trstu? V tisku v Trstu. In isti čas, leta 1964 je to bilo, smo ustanovili v Trstu s prijatelji, ja. Borisom Podrekom, znanim arhitektom zdaj na Dunaju, ja. Ja, potem Vladimirjem Vremcem, ki je bil pozneje direktor vrtov
mestnih vrtov in parkov mesta Trst. Ja, in še nekaterimi smo ustanovili revijo Most za literaturo in publicistiko. Tako. No, in tam tudi so take stvari izhajale. Ne? Tako se je to začelo, ampak ker sem imel to štipendijo zdaj v rokah, sem lahko malo razpolagal s časom in sem začel pisati najprej tako eksperimentalne tekste v nemškem jeziku in to je kar nekako šlo, so mi začeli tiskati to v raznih revijah in ker so se dogodile čudne stvari v Jugoslaviji, recimo ukinili so revijo Perspektive, sem imel pogum, da sem o tem pisal članke. In ti članki so išli, ti članki recimo konec revije Perspektive, molk slovenskih pisateljev, ki so ga takrat, Šeligo, Dane Zajec in tako naprej izklicali, je išel v nemškem, o tem sem pisal v nemškem jeziku, posebnem eseju, ki je šel v znanem švicarskem tedniku Die Weltwoche. Ja, to je bilo ena tak skok v nemški svet in potem sem začel pisati recimo tudi razne druge stvari, recimo tudi čisto literarne. Recimo sem pisal o ekspresionističnih, zelo zanimivih dramah, Grumovih dramah. In sem omenil, da je recimo dogodek v mestu Gogi. Grum je študiral na Dunaju takoj po koncu Avstro-Ogrske monarhije medicino, ker se je seznanil psihoanalizo Sigmunda Freuda in je to psihoanalizo nekako projiciral v svoje drame v takih malomeščanskih razmerah v Sloveniji. Recimo dogodek v mestu Gogi recimo govori prav o tem. No in tak članek je šel v nemškem jeziku izpod mojega peresa tudi v Die Weltwoche v Zürichu. No in potem so se mi odprle možnosti, da sem pisal članke tudi recimo skupna jedra, s katerimi se Slovenci v Jugoslaviji ne strinjajo. Taki članki so išli v Dunajski Presse, to je najboljši, ne tak časopis. Potem recimo v Stuttgarter Zeitung, Der Bund, Stuttgarter Zeitung, Stuttgart v Zvezni Republiki Nemčiji takrat. Potem recimo v Der Bund, to je časopis v Bernu v Švici in tako naprej. Ja, tega je bilo zelo veliko. Gotovo so napisanih 200 takih člankov ali pa 300, poleg črtic. In natisnili so počasi tudi prve knjige v nemškem jeziku, Erfahrungen mit Gewittern, izkušnje z nevihtami, ki so išle najprej v Londonu, v slovenščini, so išle tudi v mojem preoblikovanem nemškem prevodu skupaj z prevajalko dr. Hilde Bergner, ki je še živa in živi v Nürnbergu, v Nemčiji, so išle tu v Avstriji. In tako se je to začelo. Ampak izkušnje z nevihtami sem takrat, ko je bila ena majhna odjuga v Sloveniji, takrat, ko so bile, ne vem, potem se je pojavila neka afera tu, z teh stvari tako podrobnosti ne poznam. 71. mogoče? Ja, takrat, S Kavčičem? S Kavčičem, točno. V tistem Kavčičem liberalnem obdobju, ko mi je tudi zdaj že pokojni Zlobec, Ciril Zlobec v sodobnosti tiskal razne novele in pesmi. Ja, to mu moram narediti poklon. Tako. Ja, čeprav bil z leve strani, pa je vseeno imel nek uvid tudi v kaj drugega, če je šlo. Ja. Čeprav mi je v dragi enkrat rekel, veste, naši tovariši ne razumejo tega, da so tudi neke drugačna mišljenja, pa da bi bilo treba to spremeniti. To mi je rekel, takrat, čeprav je bil tudi sam komunistični funkcionar. Ja. In več takih komunistov sem pravzaprav srečal takrat, ki jim lahko dam samo pozitivno točko. Z Zlobcem ste se srečali na Dragi? Na Dragi, ja, Zlobec bil tudi enkrat tam, ja. Ne vem, imel referat ali kaj. In dobro se spomnim, na Dragi sem se srečal tudi z našim legendarnim Edvardom Kozvekom. In sem imel koreferat k njegovemu referatu. In sicer ta referat se imenoval Odprtost in zaprtost slovenske kulture, tako kot jaz sva rekla, slovenska kultura se mora odpreti v svet, ne moramo biti tako zapečkarski in tako dalje. Res, mi moramo naše slovensko jedro ohranjati, ampak moramo se nekako znati vključiti v svetovne tokove
in tako naprej. No in ravno ta štipendija, kot sem rekel, tega Žida, ali vredno v New Yorku, mi je potem omogočila s pomočjo mojega profesora Hama, ki me je pa tako rekoč, kar bi želel, pravzaprav izključil z univerze, ker se nisem potem več zanimal za univerzitetno znanost in sem zaključil študij s tem absolutorijem, ne da bi kaj potem nadaljeval. No, in sem potem pisateljeval na različne načine. Te stvari, nekaj so mi prinesle razne nagrade, to moram reči, kar je absurd, za mlajše književnike na nemškem prostoru. Ja, kot nemškemu, za nemško pišočemu, čeprav so vedeli, da sem dvojezičen. To je prva nagrada, ki sem jo dobil, je bila v univerzi v Tübingenu, za mlado literaturo. Pravzaprav impresivna bibliografija. Objave prvih knjig pesniške zbirke v Londonu, druga pesniška zbirka objavljena v Londonu, prvo prozaično delo v Trstu, drugo in tako naprej, Celovec, dobro. Ja, in potem se pojavijo knjige tudi v nemškem jeziku, na Dunaju, v Eisenstadtu, torej tu v Železno, kot pravijo, gradiščanski Hrvati v Burgenlandu, in v raznih drugih založbah, potem v Nemčiji tudi, recimo Erfahrungen mit Gewitter, izkušnje z nevihtami, ampak pravzaprav nisem povedal tistega, kar je pri izkušnjah z nevihtami zelo zanimivo, ker sva govorila ravno o Kavčičevi aferi. Takrat sem jaz na Mariborska obzorja poslal tekst izkušenj z nevihtami, v tistem Kavčičevem času. Ja. In sem, ne vem, kdo je takrat, to je bil Brvar, so mi poslali pozitivno pismo, da bodo objavili moje zbirko novel, da je že v Svincu, ker takrat smo še stavili na tisti stari način, ni bilo še vse digitalizirano. No in ampak. Torej, in par mesecev kasneje se oglasijo, da žal ne morejo tega natisniti, ker niso pogoji taki, da bi mogla knjiga iziti. In pozneje sem slišal, da so funkcionarji iz Ljubljane, Maček Matija, ki smo prej pozabili omeniti pri policije, po vojni. Da so zelo odločno nasprotovali, da bi slovenski reakcionarji, emigranti lahko sodelovali v socialistični domovini. No? In tako je bila ta knjiga uničena. Tisti, ki hočejo prevzeti oblast po Sloveniji. Tako je bila ta knjiga pri obzorjih uničena, kljub dobri volji urednikov, da tako rečem. Ja. No, to so take izkušnje. In to so izkušnje z nevihtami pravzaprav. Ja, to so nevihte pravzaprav. Ampak so kasneje izhajale, v 80-ih pa so. Ampak seveda pri drugih založbah. Ne, v 80 letih še ne. Ne? Jaz sem prišel v Slovenijo po 30-letni odsotnosti. In sicer aprila ob mojem rojstnem dnevu, mogoče dan za mojim rojstnim dnevom, ali par dni za mojim rojstnim dnevom, v aprilu 1990, ko je umrla moja mama v Murski Soboti. Meni so rekli... Samo trenutek vmes, niste bili v Sloveniji? Niti enkrat ne. Niti enkrat? Ja, imel sem stik tu pa tam na raznih mednarodnih pisateljskih srečanjih, tudi s komunističnimi pisatelji takrat, recimo s Filipičem tu in tako dalje, in ki niti ni bil, čeprav je bil zelo levo usmerjen, moram reči, da se je tovariško obnašal, vse tako, v teh krogih, mednarodnih. Tako da ne morem nič reči, v tem prostoru, da je bilo tukaj slabega. Ampak slabo je bilo takoj potem tam, ker se je pojavila politična policija in tako dalje. Ja, vi ste verjetno bili dolžni služiti vojaški rok. Tudi to. Tudi to, ja. To je bil verjetno najpomembnejši razlog. Mislite, da je bil edini vzrok? Ne, sprašujem. Ja. No, eden od vzrokov je bil tudi ta. No, moja žena je vprašala takrat, ko se je že vse tako lomilo v socializmu po vseh državah, tudi v Jugoslaviji, je vprašala na jugoslovanski na ambasadi na Dunaju, če bi lahko Lev Detela prišel na obisk, ker se želi k svoji materi in tako dalje,
pa sorodniki, če je to mogoče, pa so rekli, da žal, da so v Beogradu sporočili, da je Lev Detelj zaznamovan s črno piko. Ja, no, To pomeni, da katerega leta je to sprašovala? 1991, če. Še? Leta 91, ja. Še vedno? Točno, ja. Ne, 90, pardon. 90, ja. 90, ja. Pomlad 90. Pomlad 90. Neverjetno. Ja. Ja. No, in moja mama umre, mislim, da je bil 3. april 1990. Potem ima moja žena, ker jaz nisem hotel govoriti več s temi ljudmi na veleposlaništvu, vprašati, če bi lahko Lev Detelj šel vse lahko na pogreb svoje matere. Potem so pa rekli, ja, veste, so pa dovolili, da lahko gre. In tako naprej. To je bil moj prvi prihod v tem žalostnem času v Slovenijo. In se dobro spomnim, da je bilo prav tragično zame, da sem to nekako prestal, ko sem prišel tu čez mejo in Mursko Soboto, ker je bil potem pogreb in tako dalje. Ja, to je bil moj prvi prihod, potem sem pa redno prihajal in so začeli tiskati moje stvari. Najprej so se odločili, da bi izdali eno izbrano delo, torej selektivno, ampak najboljše stvari, proza, dramatika, ker v mladih časih sem pisal tudi drame, poezija, esejistika in tako naprej. In Brane Gradišnik se je zelo zavzel za to. To je malo novatorski pisatelj že, takratne že mlajše generacije, ja, ki je tudi pisal zanimive stvari, med drugim. No, in ta je celo ustanovil eno posebno založbo, Ars agencija se je imenovala. No, in tam je šla pod imenom Poslednja gora, moja prva taka knjiga, tako imenovanih izbranih del, ki se pa potem niso nadaljevale, ker ni bilo denarja. In tam je tudi kar veliko takih stvari objavljenih z lepim esejem in tako dalje. In potem eno leto zatem, ko ta Ars agencija ni več funkcionirala, verjetno ni bilo finančnih sredstev, je Mihelač, tisti nekdanji založnik, izdal tudi nek izbor moje poezije. Ja, tako da to je bila pa druga stvar, tako je na 2 pregleda, Deteljova proza in Deteljova poezija, to so naredili. Potem sem pa začel nekatere take samostojne knjige objavljati. Recimo ena je bila na pobudo pesnika Grafenauerja, ki se mu to zadevno res zahvaljujem, ta knjiga Emigrant pri Novi reviji. Ja, da je rekel, napiši nekaj o tem, kako si živel, ja, kaj se je dogajalo takrat. No, in to sem napisal potem. Pa vse tudi v teh dramatičnih, tudi političnih situacijah, o tem, kako so potem na mednarodnem kongresu Pena na Dunaju, okrog leta 1975, ko je bila Kodgova afera na Višku, ko so v zalivu, Pahorovi reviji Zaliv v Trstu objavili esej s Kozbekom, pri katerem je sodeloval tudi tržaški avtor Alojz Rebula. Ja. No, oba ta tržaška književnika sta, hvala Bogu, še živa. No, takrat sem jaz kot mlad literat, takrat relativno mlad, leto 75 je bilo, sem na mednarodnem kongresu Pena na Dunaju v hotelu Hilton imel referat, v katerem sem govoril o tem, kaj se dogaja z velikim pesnikom, res enim eksemplaričnim pesnikom slovenske literature, Edvardom Kozjakom, ki mu ne pustijo nekako, da bi svobodno lahko oblikoval svoje življenje in svoje delo. Po meni je prišla Mira Mihelič, mi je rekla, gospod Detelj, za Boga vas prosim, ne govorite. Če boste imeli ta referat, vam povem, da za vse življenje bodo vam pota v Jugoslavijo in Slovenijo zaprta. Ampak sem rekel, to mi zahteva moja vest, jaz moram o tem govoriti, ne glede na to, kaj bo, ali mi bo kdo tiskal v Sloveniji ali ne. Ja, potem so se pa usedli tam nekateri in mrko gledali, ja, ampak jaz sem vseeno govoril. In so me podprli takrat navzoči književniki, so rekli, prav imate, Dürer je bil takrat navzoč kot veliki dramatik in tako dalje, in taki ljudje. Ja. Ja. No, o teh stvarih pišem tudi tu v Emigrantu, recimo. No, in potem ob moji 70-letnici pa se je nenadoma oglasila, za mene zelo nenavadno, celjska Mohorjeva družba, je rekla, da bi radi objavili nekaj o meni, tako pa v tej mojej odisejadah po svetu. So rekel, ja, se vam rad kaj pripravim,
No in ravno takrat so bili moji vnuki mladi in se z njimi zelo veliko ukvarjal, ogromno pravzaprav, ja, ker so bili starši v službah in tako dalje. In to noti poleg kulture tudi zelo veliko o tem naraščaju. Dunaj na poštni znamki se imenuje knjiga. Ja. In to so te tako imenovane bibliografske knjige. Tako. Ja. Gre pa še za eno stvar, moramo omeniti, eno zares impresivno vaše delo, revija Lok, L-O-O, Lok. Točno, ja. Ja, ki pa izhaja že koliko let? 40 let. 40 let neprekinjeno izhaja. Neprekinjeno, ja. V reviji ste urednik. Ja, bil sem tudi soustanovitelj. Soustanovitelj. Založnik. Ja. Gre za ogromno delo. Poleg te knjige, poleg te revije, imamo eno majhno knjižno zbirko, kjer občasno izide tudi kakšna publikacija avtorjev, predvsem teh, ki sodelujejo v Logu. Iz revije Log. Ja, 31 knjig je do zdaj šlo. Ja, seveda, tako bolj skromno oblikovanje, ampak vseeno so dokumenti časa in prostora. No in zelo veliko je slovenskega tudi v Logu, moram reči. Revija je dvojezična, ne? Ne, ni dvojezična, nemščina, ampak so striktno noter objavljeni originalni prevodi iz različnih jezikov. Ja, mogoče iz 50 jezikov do zdaj 60. Ja, ne samo iz angleščine ali pa italijanščine, tudi iz romunščine, slovanskih jezikov, slovenščine, slovaščine, češčine. Avtorji so večinoma iz zahodnega sveta. Ja, ampak svoje dni je bilo seveda spodoba malo drugačna. Prej, ko je bil še ta razpon med dvema blokoma, je bilo zelo veliko tako imenovanih disidentov, ki so nekako pošiljali kak tekst iz tako imenovane Nemške demokratične republike ali iz Poljske, Češko-Slovaške in tako dalje. Gledamo na primer zadnjo revijo Log, ki imam tukaj. Noter je neverjetno število avtorjev objavljeno. Koliko? Kakih 30? Tako na prvo. To je ogromno komuniciranja z ljudmi po svetu, pridobivanja tekstov. Tukaj je vloženega ogromno dela v to revijo. Ja, zelo. To mora biti res je napor, pa tudi potreben idealizem, verjetno norost tudi. Norost in en upor, biti malo, namreč princip te revije seveda se je razvijal tam z nekih popolnoma drugačnih okoliščin pred 40 leti. Vi ne smete pozabiti, da je bila Avstrija po drugi svetovni vojni zelo tradicionalna država in brez kakih modernih perspektiv. Ko se je pojavil tisti zagon z nekdanjim zvezdnim kanclerjem Kreiskim, se je nekako začelo alternativno vrenje. Ustanavljale so se revije, med njimi tudi Log. In mi smo eni zadnjih tistih iz tistega časa, ki se borimo naprej, neke vrste pionirji. In želja Loga je bila vedno nekako pokazati ne samo tiste tako imenovane vrhove literature, ampak tudi tisto, kar nekje na obrobju vztraja, živi, ki včasih nikakor ni obrobno, ampak ima neko eksemplarično vrednost. Mogoče v tistem lokalnem okviru, velikokrat pa tudi v nekem širšem, večjem in raste kot piramida navzgor in potem nekako razsvetli prostor, ko pride čas. Ja, če so okoliščine ugodne. Sicer tu v impresumu na drugi strani piše, da se zahvaljujete Bundeskanzleramtu, jaz ne znam nemščine. Ne? Ja, točno, Bundeskanzleramtu, ja, torej zveznemu uradu kanclerja. Aha. Za finančno podporo, ne? Ja, to je taka minimalna podpora, ja, po teh kapljicah, ampak je podpora, ta podpora nikakor ne omogoča honorarjev, delamo pravzaprav zastonjsko, da tako rečem. Tisk se pokrije. Ja, pokrije tisk predvsem. Tu pa moje načelje je bilo takrat, ko je bila še Evropa razpolovljena na dva bloka,
da dobijo nekateri disidenti en majhen simbolični honorar. Danes pa tu pa tam izplačamo res tudi en majhen simbolični honorar mladim avtorjem. Ja, tako da jih malo spodobimo, če je mogoče. Drugače pa vse tako rekoč na osnovi idealizma. In pravzaprav oblikujejo to revijo, jo podpirajo, pravzaprav omogočajo avtorji sami. To je pravzaprav eno kolektivno delo. Ja, recimo jaz kot sourednik, ja, in moj drugi urednik, Wolfgang Mayer-König, mi dva urejeva to nekako skupaj s temi, ki nas podpirajo. Ja, prvi članek Fircik, Jare, Lok. Ja, moram pa reči, ker smo mi dva tu v tem slovenskem kontekstu, moram reči, da je bilo v tem logu objavljenega s pomočjo marljivih in pridnih idealističnih prevajalcev zelo veliko slovenskega. Predvsem lirike, recimo, pa tudi nekaj proze, recimo Boris Pahor, da ga tako imenujem, je recimo sodeloval in moram reči, Boris Pahor je bil celo, ker ima sam izkušnje s svojim zalivom, je bil mecen loga, večkrat nam je vtaknil kak 100 ali 50 v žep. Pa rekel, dajte lapiči naprej, pa urejaj. Tu moram se zahvaliti, tudi javno. Zelo zanimivo. Potem pa, da rečem, poleg Pahorja so bili tudi drugi avtorji tu notri, omenim velike imena, recimo Dane Zajc, ja, potem torej vsi, Niko Grafenauer in tako dalje, ne. Teme so pa različne, od subkulturnih tem, naprimer tudi o punku se včasih najde. No, tudi recimo, tu smo zdaj v zadnji številki, smo recimo to vašo zanimivo knjigo, ki je Center izdal tu v Mariboru, tudi v nemščini, o punku, ki je Ošlak, ki ne, Simon Ošlak. Tako da ta revija Lok ni tako ozko usmerjena. Ja, tako da je malo odseva tudi tisto, torej dokumentira tisto, kar velikokrat tako imenovani veliki časopisi več ne dokumentirajo. Recimo desetletja nazaj je bil čas drugačen. Je bilo še zelo veliko kritike, tudi v naših nemških, švicarskih časopisih. Jaz se dobro spomnim, v cviriškem dnevniku Ditat sem zelo velikokrat napisal kak članek, tudi kritiko, tudi pesmi so tiskali v sobotnih prilogah in tako naprej. Tudi v Prese na Dunaju, v Ditat sem objavil članke o slovenski literaturi, takih stvari danes ni več mogoče narediti. Časopisi se zanimajo samo še za razne tako imenovane velike momente. Ja. Za velike oglasne prostore. Ja, veliki založb, bestsellerje, ampak tu pa moram reči, da je tudi z bestsellerji vedno več problemov. Eden od mojih sinov, recimo, je upravljalec prodaje in nakupa pri tem znani tvrtki dunajski Morava in pravi, da so težave zdaj se pojavili tudi z bestsellerji, ki so v velikanskih nagradah izhajale željo, da bi čim več pokupili tega, ampak zdaj mlada generacija več ne kupuje tega. Ti so digitalizirani, ne berejo, ne kupujejo več knjig. In to se čuti tudi pri ameriških velikih bestsellerjih, recimo in tako naprej. To je zdaj vprašanje, če se manj bere, mogoče se bere celo več samo preko drugih medijev. Mogoče na internetu več dogaja. Ja. No, če sem nek veliki pisar, ne vem, je bil to Pavček ali kdo, pokojnik je rekel, če ne bomo brali, nas bo pobralo. Ampak berejo mogoče tudi preko ekranov, digitalno in tako naprej. In mi smo nekje blizu istočnice. Ja, sej. Dalo bi se povedati še ogromno, življenje je pestro, razgibano in ima neverjetno veliko raznih takih momentov, pa tudi pasti. Ampak tako neka osnovna linija pa se vidi, ne, iz tega. Neka osnovna linija je povedana, je. Mogoče kakšno zaključno misel za naše gledalce? Ja, zaključna misel bi bila ta, da sem vesel, da se pojavljajo take iniciative, kot je recimo tudi vaš center, ki je neka alternativa po neki preveč zamejeni situaciji, recimo nekih dominanc na nekih sedežih, ki so več ali manj nedostopna za smrtnika. Mislim, da se moramo odpreti. Tako kot smo takrat s Kozbekom nakazali na Dragi pri Trstu, odpreti v svet, pa tudi odpreti v družbo kot tako.
Ja, in tudi prisluhniti tudi tistemu, kar se nam zdi manj vredno ali pa neumno, ali kako. Dati 1000 glasovom možnost, da ustvarjajo. Čim bolj biti torej odprt in čim bolj produktiven v tem smislu, naklonjen in liberalen. To bi bil moj poslovilni moto tu. Tako. V razgovoru. In se vam najlepše zahvaljujem tudi. Gospod Leo Detela, najlepša hvala za CV intervju, življenjski intervju. Se še vidimo. Hvala. Hvala. Vam tudi.